Čujem, jaz sem Martina. In jaz sem Svit. Danes vam bova pokazala nekaj idej, kaj lahko narediš iz plodov divjega kostanja. Bova začela? Najprej pokaževa tega ježka, ki nosi robčke. Za tega ježka potrebuješ najprej robčke, ki so v škatli. To pač kupiš skoraj v vsaki trgovini ali pa če imate doma. Potem pa potrebuješ še malo trši papir rjave barve, potem je lahko rumene barve ali pa takšne bež, svetlo rjave. Potem potrebuješ svinčnik, črn flomaster, lepilo in škarje. Najprej pogledamo velikost naše škatle in približno ocenimo, koliko velik mora biti ježek. Na list svetlejše barve narišemo takšno približno hruškasto obliko in to bo telo našega ježka. To bomo izstrigli, med tem časom pa bom Svita prosila, da bo naredil bodice. Bodice narediš tako, da iz drugega kosa rjavega papirja izstrižeš črte. Zdaj lahko si jih narišeš z ravnilom, lahko pa kar na pamet strižeš. Jaz imam tukaj že izstriženo telo ježka. Zdaj bomo pa naredili še ta temno rjav rob okrog oziroma njegovo telo. To naredimo tako, da damo zdaj telo, to že izstriženo na ta rjav papir. In zdaj lahko s svinčnikom, lahko pa kar obstrižemo približno en prstek stran od tega že izstriženega dela. In samo en prstek stran narišemo črto. In zdaj strižemo. Svit, tebe pa prosim, da ne bo bodice pač tako dolge, da vse te trakove prestrižeš še na pol. Tako. Zdaj imam dva dela in zdaj te dva dela nalepim enega na drugega. Ko je zalepljeno, narišemo očke in usta. Zdaj za nos pa bomo uporabili kostanj. Izberemo si en kostanj, pogledamo, kje približno naj bi stal ježkov nos in nad kostanjem oziroma nad tem njegovim nosom narišemo oči. Črnim flomastrom. Narišemo še usta pod noskom. Zdaj pa, da nam tale nos ne bo padel, ga moramo zalepiti. Kostanj nalepimo z malo močnejšim lepilom. Lahko je to mekol, samo to bo malo dalj časa trajalo. Najboljše je, da uporabimo lepilno silikonsko lepilo, to je to vroče lepilo. In v bistvu kostanj samo nalepimo samo.
bova to naredila. Tebe pa prosim, v tem času, ko bom jaz tega kostančka, da ti vzameš lepilo in takole bodice nalepiš zadaj na telo ježka. To, kar z navadnim lepilom, jaz bom pa samo tega. Tako. Evo. In zdaj nam preostane samo še to, da v bistvu izstrižemo luknjo za usta. Jaz imam tukaj pač eno prazno škatlico od robčkov. Zdaj, ko bomo usta izstrigali, moramo gledati, da bojo usta v bistvu toliko velika, da bo robček šel lahko ven. Tako, vse v redu spet. Bom jaz zdaj kar pokazala samo še to, kako usta izstrižeš. To naj vam pomagajo starši. In sicer tukaj spodaj, kjer smo narisali, sem narisala usta, narediš luknjo. In v bistvu samo izstrižeš. To je malo težje delo, zato je res boljše mogoče, da to naredijo starši. Oziroma pač en odrasel. Tako. Evo, približno takole velika luknja. Zdaj verjetno bo treba narediti še večjo, ampak veste, kaj morate narediti. Zdaj pa pokažem še, kako narediš ježku lička. V tem času me bo koščito lepo. Vzameš malo bolj grob papir, ali pa če imate doma brusni papir, rdečo barvico. In zdaj tako rdečo barvico podrgneš po brusnem papirju, kar na enem mestu. Tako da se v bistvu barvica, da ostane na brusnem papirju ta prah od barvice. Tako. Vzameš mezinček. Podrsaš po barvi. Super. Zdaj samo takole narišeš lička gor. Na koncu v bistvu samo še zalepiš ježka, to pa z malo močnejšim lepilom, ježka na škatlico, potegneš ven robček in ježek je narejen. Super. Naslednja ideja, ki vam bova pokazala, pa je v bistvu tale svečnik, ta dekoracija, ki imaš lahko zdaj v teh jesenskih dnevih na mizi, na polički. In sicer zato spet potrebuješ kostanje, potrebuješ en tak kozarček od marmelade in pa nekaj barv. Zdaj lahko imaš vodene barvice. Lahko imaš vodene barvice. Sam moraš kar gosto v bistvu nanašati potem barvo gor. Še boljše pa so takšne akrilne barve. To so pa malo bolj goste barve in se tudi lažje primajo na kostanj. Evo. Kaj bomo naredili? Svit, tebe bom prosila, da boš, evo, tukaj okrog na krožničku so take kostančki, ki so okrašeni s pikicami. Zdaj pikice najlažje naredimo z palčko z ušesa, pa te bom prosila samo, da boš na to temno rjavo stran kostanja napikal pikice z barvo. Med tem časom pa jaz pokažem, kako naredimo tale
pesek oziroma okrasek za sveči. Zdaj tukaj boš spet potrebovala pomoč odraslega, ker ti mora nekdo narediti luknjo v kostanj. To najlažje narediš s šilom, to je v bistvu takšna špica. Vzameš kostanj, narediš noter luknjo, pa daj kar samo sušiti. Jaz bom zdaj še z večjim šilom naredila še malo večjo luknjo. Tukaj ti morajo res starši pomagati. Tako. Dobiš takole luknjo. In zdaj boš v bistvu brez težav, brez težav boš zdaj spustil vrvico skozi. Da ti bo šlo to pa še lažje, si vzameš en košček selotejpa, pa ga daš tako okrog vrvice, da v bistvu utrdiš vrvico na ta način. Daš samo skozi. Evo, tako. In ko pridemo skozi, pogledamo, koliko približno dolgo vrvico potrebujemo, da bomo zavezali okrog kozarčka. Zdaj na kostanj lahko naslikamo, vidite tukaj naslikal pikice, lahko naslikamo recimo srček ali pa kakšen drug okrasek. Zavežemo pentlico oziroma mašnico. Te bom zdaj prosila samo, da ta selotejp daš dol. Evo. Jaz pa samo še pokažem, kaj lahko, če imaš pa recimo takšne bele flomastre doma, pa lahko okrog tega srčka oziroma okrog teh pikic narišeš bele robove. Še malo polepšaš kostančke. Te okrašene kostančke potem položiš na krožnik, daš na sredino kozarček, noter svečko, prižgeš in okrasek je narejen. In ob teh jesenskih dnevih, ki je že tako hitro tema, imamo več možnosti za to, da se poigramo s kakšnimi družabnimi igrami. In eno tako zelo preprosto igro, ki jo vsi poznamo, lahko narediš tudi iz kostanjev. Pa bova zdaj s Vitom pokazala kako. Saj, če ne gre dol, čutka, bom jaz sem podstrigla. Malo pospraviva tukaj in pokažem. Igro 3 v vrsto vsi poznate. To je igra za 2 igralca in zmaga tisti, ki prvi postavi 3 svoje figurice v vodoravno, navpično ali poševno črto oziroma linijo. No, in iz kostanjev lahko naredimo figurice, se pravi po 3 figurice za vsakega igralca. Zdaj midva s Vitom sva tukaj naredila žabo in pikapolonico. Pa bova pokazala tudi to zdaj, kako narediš. To bom jaz umaknila. Evo, za tole ustvarjanje pa zdaj potrebujemo, se pravi spet kostanje. Potem kozarec z vodo, paletko ali pa en tak pokrovček, da bomo dali gor barvo. Čopiče, naj bojo tanki, pa takšni okrogli.
pa že prej smo rekli barve, ne? Midva bova zdaj potrebovala rdečo pa zeleno. Potem alkoholni flomaster, črn. In pa za našo mrežo, zdaj sem jo pač zlepila, ni nujno, da jo zlepiš. Lahko pač uporabiš za to mrežo, se pravi palčke od sladoleda, pa jih samo pač 4 palčke, ne. Lahko uporabiš navadne veje, pa jih pač samo na mizo postaviš tako v to mrežo. Lahko uporabiš slamice, pač karkoli imaš doma, ne? Samo toliko, da si lahko postaviš to mrežo. Ok, pa bomo začeli. Evo, takole bomo dali malo rdeče barve. To bo za pikapolonico, pa malo zelene barve. To bo za žabo. Tako si, zdaj boš pa vzel svoj prstek, boš pomočil v rdečo barvo in boš samo naredil tako packo, v bistvu na tej strani kostanja, kjer je ta svetla. Tako je, na tej. Evo pa naredi eno vtis v bistvu od svojega prsta. Ne, ker da je rdečo, ko malo tukaj. Tako, samo naredi. In to bo v bistvu tako. Evo si dam tukaj samo robček, ki boš obrisal. To bo v bistvu telo pikapolonice. Ta barva se bo sušila, jaz imam tukaj že eno posušeno. In med tem časom vam pokažem, ko se tista suši, kako pravzaprav v bistvu ti narediš te telo. Za pikapolonico ima glavo, narišeš pač glavo, krila, pikice, pa lahko tudi noge. To še dvakrat ponoviš, se pravi, da dobiš v bistvu 3 figure. Evo, to je pikapolonica. Zdaj žabo narediš pa na enak način. Evo, narediš še vtisek, zeleno vtisek za žabo. Ko se posuši, narišeš samo še oči in usta in imaš še žabico. Lahko narediš pa tudi kakšne druge živali. Evo, tole bova dala midva sušiti. In se suši. Tako. In ko je posušeno, se greva v bistvu lahko igrati igro 3 v vrsto. Kjer boš imel ti žabe ali pikapolonice? Žabe. Žabe. No, pa dajmo. Boš ti začel? Ti. Jaz, ok. Tudi to se lahko zgodi, da nihče ne zmaga. Dobra sva bila. Ok. Lahko pa naredimo v bistvu še eno igrico, oziroma figurice za to igrico. A pokažeš svet? Vsi poznate igro, kjer je to igra? Človek ne jezi se. In lahko enkrat za spremembo narediš v bistvu svoje figurice. Evo, tukaj jih vidimo, to so tele. In spet v bistvu iz kostanja, iz drugih plodov in drugih predmetkov, ki jih najdemo. Kako to narediš? Potreboval boš spet en kostanj, en plotovinast zamašek, barvo, tokrat potrebuješ še čopič. In v bistvu na ta svetlo del kostanja naslikaš recimo oči. Naslikaš še nos. In ko se to vse skupaj posuši, jaz imam to zdaj že posušeno, zato da lahko hitreje pokažem. Narišeš recimo še usta, pikice za oči.
Zdaj, če imaš doma takšne cofke, to so taki iz blaga, ja. Lahko v bistvu tudi nalepiš na kostanj tudi tole, tak cofek, da je v bistvu za nosek. Evo, zdaj pa še pokažem, kako figurico skupaj zložiš oziroma zlepiš. Tukaj pa spet potrebuješ to vroče lepilo. Najboljše je špmago. Vroče lepilo daš takole na vrh zamaška, šteješ do 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tako. Glavica zdaj stoji oziroma kostanj stoji na zamašku. Pa recimo vzameš še eno kapico od želodka. Pa nalepiš gor še to. Ta lepila, prosim. Hvala. 1, 2, 3, 4, 5. Tako. In figurica je narejena. Zdaj, če se recimo greva 2 igralca, ne moraš v bistvu narediti 8 figuric za človek ne jezi se. Tukaj bi rada povedala, da recimo tukaj smo naredila kapico še iz žira, ali pa recimo tukaj sva našla gumbe, pa sem naredila kapico iz gumbov. Klobuk iz gumbov. Klobuk iz gumbov. Evo, in to je to. To so v bistvu 3 ideje, kaj lahko narediš zdaj v teh dneh iz divjega kostanja. Veselo ustvarjanje želiva, pa lepo se majte. Adijo! Čau!